Danes je v ljubljanskem kinodvoru potekala tiskovna konferenca letošnjega že 17. festivala slovenskega filma. Odpiramo uradno potem festival z dvema filmova, kratkim eksperimentalnim filmom dvojice Saša Podgoršek, Iztok Kovač, Vašava, poklon oziroma zaključek trilogije o rudarjih, plesni film, ampak zelo zanimiv, in privilegirano mesto otvoritvenega filma je tokrat pripadlo prvencu Blaža Završnika, filmu z naslovom Pot v raj. Na festivalu bomo tako letos lahko videli 71 filmov, dodatnih 15 pa bo v programu za družine in otroke ter 3 posebne projekcije. Nekaj besed smo spregovorili z direktorjem festivala Igorjem Praslom. Priprave, torej prvi del priprav se je zaključil danes z tiskovno konferenco in s tem, da smo tudi katalog festivala dobili. Zdaj se pa začenja drugi del, mogoče še malo bolj problematičen, in to je postavljanje tehničnega dela festivala, koordinacija odhoda v Portorož, spanje, služba za goste, prevozi in tako dalje. Kako bo letos poskrbljeno za zvok? To je bil problem lanskega leta. Letos sodelujemo z Elexom, z novim tehničnim pokroviteljem, in mislim, da je Miran Starman, ki ima podjetje Elex, tisti, ki v bistvu še bolj kot video obvlada zvok, in je obljubil, da bo naredil vse čim boljše, da se bo čim boljše slišalo. Za konec pa nam je Peter Stankovič, profesor kulturologije, predstavil svojo novo knjigo z naslovom Zgodovina slovenskega celovečernega igranega filma. Ja, no zdaj, knjigo sem pisal 6 let, res je tako življenjsko delo, glede na to, da v bistvu še vsaj enkrat toliko bo mogel. Zdaj, osredotočil sem se res na gledanje filmov samih, oziroma na samo interpretacijo, na razmisleke o filmih in tako naprej, ampak sem pa probal seveda zbrati vse možne podatke o njih, o slovenski filmografiji, potem recimo imam vse ekrane, v bistvu, ki so kadarkoli šli. Probal sem kombinirati čim več različnih podatkov. Pri čemer je tako, da mogoče za tisto obdobje, 50, 40, 50, 60 let je to že nekako dobro obdelano in tudi v literaturi in tako naprej se kar da dobiti. Ampak recimo potem 70, 80 leta je pa težava. V resnici je zelo malo podatkov na voljo. Da bo podatkov dovolj, pa bomo tudi letos skrbeli člani FSF video ekipe, ki bomo beležili vse pomembnejše dogodke v času festivala. Vabljeni torej v Portorož od 10. do 14. septembra.